Drevesa in veje so padala kot zastavo in podirala ograje, v katerih so bile prestrašene živali. Tle vidimo en tak malo večji bor, ki je padel, in tu imamo v trenutku odprto ograjo za sabo, pred sabo pa še na drugi strani. In ko zagledaš tak prizor sred noči pri vsem pokanju in padanju, niso prav prijetni občutki. Sprehodimo se do naslednje ograde, kjer nam lastnik pokaže, kaj je bilo usodno za mladega srnjačka, imenovanega Srečko. V tej ogradi vidimo podrto drevo in te veje so bile usodne za to majhno bitjece. Ostale živali so ostale nepoškodovane, saj je bil v parku prisoten dan in noč in sproti reševal ogrožene živali. Rabiš kar minuto, da se odločiš, ali bomo zapirali ene ali bomo druge, spote pa še poslušaš, kaj bo padlo. Tudi ob našem obisku smo neprestano pogledovali proti pretečim vejam in drevesom ter poslušali padanje ledu in vej. Večina živali je zato varno skrita v svojih hišicah, tiste bolj pogumne pa že pridno odstranjujejo škodo. Ni več strahu, ni panike, se umirjajo, tudi vidimo, da ležijo, se počivajo, vejo, da je najhujše za njimi. Ste že slišali za nosate medvede ali pa himalajske tare? No, le te in še 200 drugih živali ste si lahko do nedavnega ogledovali tukaj v živalskem vrtu Rožmanc. A le-ta je zaradi te naravne katastrofe do nadaljnjega zaprt. S pomočjo pridnih rok in materialno pomočjo dobrih ljudi Jože upa, da bo park lahko ponovno zaživel na začetku pomladi.